Zdaj bi povabil naslednjo referentko in to je kolegica Marta Redula, ki bo spregovorila o prehrani Slovencev v socializmu in sicer kako smo se počasi vendarle približevali neki prehranskim standardom. Ja, tako kot sem prej rekel, bom jaz govorila o prehrani Slovencev v socializmu in sicer kako smo se približevali prehranskim standardom. Skratka, predstavila bom stanje hranjenosti in kako smo dosegali, kako smo se približevali doseganju energijsko in uravnotežene prehrane. Prehranski strokovnjak Drži Gost-Pokorn je zapisal, da je dobra uravnotežena prehrana odvisna od socialno-ekonomskih dejavnikov in sicer od možnosti proizvodnje živil, pravilne razdelitve živil, možnosti uvoza živil, pravilnega shranjevanja živil, znanja o pravilni prehrani in kupne moči prebivalcev. Uravnotežena prehrana pa je tista, ki vsebuje vse esencialne hranilne snovi v takih količinah in razmerih, ki zadoščajo za potrebe vseh funkcij v organizmu. V obravnavanem času sta industrijska proizvodnja in industrijska družba enako dohajali človekove povprečne potrebe, a ne vedno na najboljši način. Lahko rečemo, da je industrijska družba začela omogočiti pestro, čisto in lažje dosegljivo hrano v vsej zgodovini človeštva. Industrializacija in gospodarski napredek sta lakoto v razvitih državah odpravila. Lakota pa je relativen pojem, saj velja, da je lačen vsakdo, ki mu hrani primanjkuje kakršnekoli organske ali rodninske sestavine in vitamine. O neustreznosti prehrane delimo govori podatek o visokem deležu žit, škrobnih umorov in sladkorja v prehrani. Tako kot danes tudi v obravnavanem obdobju ustrezne institucije na osnovi vsakokratnih mednarodnih smernic oziroma organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo oblikovali priporočila o zdravi, uravnoteženi priporočeni prehrani na osnovi fizioloških potreb organizma, po energiji in posameznih hranilih, in sicer glede na starost, spol in preživnost dela. Prav tako v živilih vsebujejo hranila in priporočene mrežo prehranjevanja z namenom preprečevanja obolenjskih stanj, ki jih lahko povzroči zdravo prehranjevanje. Prehranska priporočila za zdravo in uravnoteženo prehrano, takšno s primerno in zdravo količino ter razmerje vseh potrebnih hranil so določale deleže hranil, ki naj bi vsebovala vsakodnevna prehrana. Za Jugoslavijo je leta 1954 Zvezni zavod za statistiko na osnovi razdelitve hrane organizacije Ameriškega odbora za hrano in kmetijstvo, organizacije Združenih narodov, izdelal normativne vrednosti energijsko in hranilno uravnotežene prehrane. Zaželeno je bilo, da 50 do 60 skupnih potreb po energiji pokrijejo ugljični hidrati in da 1/3 beljakovin odpade na beljakovine živalskega izvora. Ocenjevalo se je tudi, da potrebuje človek dnevno približno 70 gramov beljakovin oziroma 1 gram na kilogram telesne mase. Pri skupni energijski vrednosti hrane se je poudaril tudi pomen razmerja med deležem kalorij rastlinskega in živalskega izvora. Beljakovinska živila so pomenila prehrano, odgovarjajočo srednjih in višjih stopnji ravni. Stanje hranjenosti se je za obravnavano obdobje zagotavljanje količinske porabe živil in biološke vrednosti hrane in za ugotavljanje stanja hranjenosti oseb, ki to hrano porabljajo. Na prvo mesto se je pogosto uvrščalo energijsko vrednost dnevnih obrokov hrane. V okvir programa statističnih raziskovanj in sicer v anketo o potrošnji gospodinjstev je Zvezni zavod v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi zavodi za statistiko in statističnimi organi po občinah in mestih leta 1973 prvič uvrstil podatke o energijski vrednosti povprečnih dnevnih obrokov hrane za vsa gospodinjstva in za posamezne socialno-ekonomske kategorije gospodinjstva, kot tudi podatke o kalorični vrednosti hrane glede na njihov izvor in strukturo. Podatki o kalorični vrednosti hrane so bili objavljeni za Jugoslavijo, republike in pokrajini. Tovrstne podatke pa za vse omenjene ravni so ugotavljali še leta 1983. Med
Medtem, ko je podatke o potrošenih količinah prehranskih proizvodov po skupinah živil za vsa gospodinjstva in posamezne socialno-ekonomske tipe gospodinjstev, Zvezni zavod, zgoraj omenjeni že, zbira v vseh periodičnih 5-letnih anketah po potrošnih gospodinjstev, torej v obdobju med 1963 in 1988. Za 50. in 60. leta 20. stoletja pa so znani podatki o energijski vrednosti dnevnih obrokov hrane, udeležbi kalorij rastlinskega oziroma živalskega izvora v skupni energijski vrednosti, kot tudi udeležba beljakovin živalskega izvora v skupnih beljakovinah za prebivalce Slovenije in sicer na osnovi raziskav statistikov o prehranskih bilancah oziroma o razpoložljivi hrani, torej o razpoložljivi in ne o dejansko porabljeni. Za obdobje med leti 1950 in 1957, ter obdobje med leti 1958 in 1969 je inženirka agronomije Angela Barnal izdelala oziroma priredila tabelo fizioloških potreb zdravih oseb po hranilih in energijskih vrednostih na osnovi ugotovitev in izdeljanih priporočil ameriškega odbora za hrano in prehrano, in sicer glede na spol in starost. Ta odbor je leta 1941 v ZDA izdelal prva prehranska priporočila za priporočen dnevni vnos, ki je ostal nespremenjen do leta 1974. Razpoložljive količine in sestavo hrane je inženirka Angela Barnal ugotavljala torej na podlagi razdelitve hrane in na hranljive snovi in energijsko vrednost, kot sta jo razdelila Organizacija Združenih narodov za hrano in kmetijstvo in domače statistične službe. Poleg energijske vrednosti razpoložljivih količin hrane na prebivalce Slovenije je pri biokemični analizi posameznih skupin živil ugotavljala zastopanost makrohranil, torej beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob. V skupni energijski vrednosti razpoložljive hrane na prebivalce Slovenije na dan ugotavlja tudi delež rastlinskega in živalskega izvora, pri beljakovinah pa ravno tako delež beljakovin rastlinskega oziroma živalskega izvora. Za beljakovine, podgradnike celic in sestavin vseh življenjskih sokov, encimov, hormonov ter nosilce genetskih lastnosti veljalo, da so za človeško telo več vredne oziroma kvalitetnejše živalske beljakovine kot rastlinske. Za analizo razpoložljivih količin hrane na prebivalce Slovenije za 50. in 60. leta 20. stoletja je ugotovila, da je po letu 1952 na prebivalce Slovenije na dan upadla zadostna količina beljakovin, saj se je količina razpoložljive moke glede na preteklo obdobje povečevala. Razmerje med rastlinskimi in živalskimi beljakovinami pa še ni doseglo zadovoljive ravni, saj ni bila dosežena potrebna tretjina živalskih beljakovin. Torej vidimo se pravi na zgornjem delu, recimo se pravi so stolpiči, ki prikazujejo leta po barvah, in vidimo odstotek beljakovin živalskega izvora, recimo v letu 63, da je bil najbližji v obdobju, lahko mogoče povestim, s tem, da je leta 62 slaba letina, kot smo že danes slišala, če je tudi kako se je privala pridelka vzor na samo prehrano živine in upad leti. Se pravi, ugotovila je tudi, da so v razpoložljivih količinah živil prevladovali ogljikovi hidrati, tako vidimo tudi iz tega deleža. Kot lahko beremo v strokovnih prispevkih, je tudi še na začetku 70-ih let največji svetovni problem bil pomanjkanje živil bogatih z beljakovinami. V slovenski in jugoslovanski prehrani je prišlo gledano v časovni perspektivi od konca vojne do 80-ih let 20. stoletja do opaznih razlik. Če so še skoraj do sredine 50-ih let vladale vojnim okolične podobne razmere in so bile glavne značilnosti prehrane nezadostna energijska vrednost in še posebej premalo beljakovin živalskega izvora, kalcija in nekaterih vitaminov, pa je bila v jugoslovanski prehrani v 60-ih letih z med 3100 in 3337 kalorijami dosežena raven energijskih potreb lahkega ročnega delavca. V 70-ih letih pa je bilo v prehrani Slovencev in Jugoslovanov, kot posledica višene življenjske ravni, prebivalstvo opaziti predvsem izboljšanje biološke vrednosti živil. Se pravi, tukaj vidimo na tem grafu
vidimo naraščanje, predvsem se pravi naraščanje energijskih vrednosti in izdelkov hrane, se pravi tudi ta spodnji niz. Vidimo, da je lahko naraščala, se pravi v obdobju od leta 58 do 68, se pravi narasla od 2750 kalorij do 3400, pa še nekaj kalorij. In tukaj zgornja dva niza pa prikazujeta delež kalorij živalskega in rastlinskega izvora, in tudi vidimo, da se je razmerjal s tem naraščanje energijske vrednosti obrokov hrane povečevala tudi delež živalskega izvora. Na ravni Slovenije se je energetska vrednost dnevnih obrokov hrane na prebivalca gibala v letih 1952 in 1968 med 2685 in 3439 kalorijami. Udeležba kalorij rastlinskega izvora se je v enakem obdobju za 59,3% leta 52 in 68% skupne kalorične vrednosti v letu 68. Ker je pri kalorijah rastlinskega izvora glavni delež odpadov na žita in vrtnine oziroma na krompir kot osrednjo vrtnino, so v sestavi kalorij prevladovali ogljikovi hidrati. To je kazalo, da prehrana ljudi po notranji sestavi oziroma hranilih še ni dosegla pravih razmerij, medtem ko je bila po kalorični vrednosti zadostna. Tudi udeležba beljakovin živalskega izvora v skupnih beljakovinah se je z 31% leta 1968 na slovenski ravni in 27% na jugoslovanski in leta 1972 trajno približevala povečenemu tretjinskemu deležu. Poraba mesa in mleka, pogojena od razpoložljivih količin oziroma od reje živine in stopnje industrijske predelave, je bila v 60 letih, kot jo izkazuje anketa o porabi gospodinstvo gledano primerjalno v Sloveniji, za med 30 in 43 kg mesa in med 137 litri in 142 litri mleka na prebivalca med najnižjimi v Evropi. Poraba mesa na prebivalca je takrat postajala glavni indikator kakovosti in sodobnosti v prehrani. Porabljene količine mesa na prebivalca v Evropi so medtem znašale nad 60 kg. V Avstriji, Belgiji, vzhodni Nemčiji, Švici, na Češkem, Danskem celo nad 70 kg. V Franciji, zahodni Nemčiji, Angliji pa 80 kg. Poraba mesa je na Švedskem recimo zauzemala nad 30% skupne potrošnje živil, v Jugoslaviji pa okoli 10%. V tem obdobju je bila najvišja poraba mesa, se pravi v Kanadi, ZDA, Novi Zelandiji, nad 100 kg prebivalca. Z vidika biokemične sestave hrane pa je do pozitivnih premikov zmanjševanja porabe žit in moke in pekovskih izdelkov na člana slovenskega gospodinjstva, s čimer so se zmanjševali ogljikovi hidrati, prišlo v 70 letih. Ta prikaz se gre od leta 63 do leta 88 in tukaj vidimo, kako je moka in izdelki iz moke, kako so v letu 78 dosegli najnižjo raven, se pravi tisto piči, ki so 4, ne se pravi ta modri, kaže povprečje, oranžni oziroma oker, to je nekvička gospodinstva, potem sledijo siva mešana in rumena kvička. Tukaj vidimo, recimo, da do povprečju je do leta 78 upadalo in še tudi leta 83 bilo nekako na isti ravni, medtem ko je leta 88 so ti izdelki narasli. Predvsem pa je bilo najbolj dinamično to videti pri kmečkih gospodinstvih, so imeli največje odmike, se pravi v letu 68, in potem v letu 83 so dosegli najvišjo raven. Zanimivo pa je zadnje obvozovalno leto 88, so prav kmečka gospodinstva imela najnižjo porabo tovrstnih izdelkov celo pod povprečjem. Na osnovi anket o količinski porabi hrane sledimo vse tja do leta 78 povečani porabi svežega in predelanega mesa ter mesnih izdelkov, rib, svežega in predelanega sadja, olja, mleka, sira, jajc in vrtnin na eni strani in zmanjševanje porabe žit, kot sem že rekla. Letna poraba svežega in predelanega mesa na člana slovenskega gospodinjstva
se je z 67,6 kg do leta 1978 glede na leto 63 povečala za 121 odstotkov. Poraba svežega in predelanega sadja pa se je v enakem obdobju v letu 1978 s 70 kg letne porabe na prebivalce Slovenije povečala za 57 odstotkov. Tukaj vidimo porabo mesa. Kjer lahko vidimo, kako je nekako do leta 1973 enakomerno naraščala pri vseh gospodinstvih in dosegla leta 1978 najvišjo porabo. Opazimo pa tudi v tem letu, da so se prav kmečka gospodinstva, se prav ta rumena, začela oddaljevati od povprečja, se prav tega novega stolpiča in to ta trend zadržala tudi kasneje. Podatki o energijski vrednosti dnevnih obrokov hrane in udeležba kalorij živalskega in rastlinskega izvora v skupnih kalorijah so za 70 leta sicer znani za leto 73, a o trendu izboljševanja energijske in hranilne sestave prehrane lahko sklepamo poleg teh podatkov tudi na osnovi količinske porabe živil iz leta 1978. Kažem še to, energijsko. Tukaj vidimo, kako je za leti 73 in 83, kako je naraščala, kako v bistvu bila v povprečju, nekako izenačena pod 3000 kalorij na prebivalca in da so najbolj kalorično hrano in kmečka gospodinstva. V primerjavi z letom 1968 je bila leta 1973 energijska vrednost dnevnih obrokov hrane na člana slovenskega gospodinstva z manj kot 3000 kalorijami manj kalorična. V skupnih kalorijah pa je delež kalorij rastlinskega izvora z dobrimi 68% zadržoraven izpred 5 let. To je pomenilo, da prehrana po razmeri še ni notranji sestavi oziroma hranilnik do leta 1973 še ni dosegla pravih razmeri. Na osnovi povečane neto porabe živil, predvsem bogatih z beljakovinami živalskega in rastlinskega izvora, moramo v letu 1978 sklepati predvsem po izboljšanju prehrane z vidika hranilne in energijske sestave. Kot v dejstvu, da je konec 70-ih let, glede na značilnosti let, ki so sledila, prehrana Slovencev v obravnavanem obdobju dosegla največjo kvaliteto, če tudi ne optimalno. Leta 1978 je poraba moke, žit in izdelkov in žit v Sloveniji s 128 kg na prebivalca dosegla namreč najnižjo raven porabe. Glede na leto 1963 je leta 1978 Slovenec povedal za dobre 21 kg ali 14,5% manj kruha in ljudskih izdelkov. V 80-ih letih v okoličinah vse splošne krize in vse težjega preživetja, ko je naraščala zlasti cena mesa in mesnih izdelkov, pa je prihajalo na jedilnike vse več tradicionalne, kmečke in domače hrane. V uporabi prehranskih proizvodov je navkljub osveščanju ljudi, kako draga živila zamenjati s cenejšimi in pri tem ohraniti približno isto energijsko in hranilno vrednost, namreč znova začela naraščati poraba prehranskih proizvodov, bogatih z ogljikovimi hidrati. Leta 1983 je bila poraba svežega predelanega mesa 54 kg po članu slovenskega gospodinstva, glede na leto 1978 manjša za 13,3 kg ali za skoraj 20%. Razlika v porabi letika pa se je v letu 1988 z 59 kg letne porabe glede na leto 1978 nekoliko zaostajala le za 12,7% zmanjšala. V povprečnem so pri porabi mesa, kot sem že rekla, in mesnih izdelkov z letom 1978 začela odstopati kmečka gospodinstva. Ključno z letom 1973 so porabi mesa do takrat slovenska gospodinstva neprimerno povečevala. Z letom 1978 pa je član kmečkega gospodinstva z dobrimi 80 kg letne porabe že povedal za 13,2 kg ali 19,5% več mesa in mesnih izdelkov kot Slovenec. Leta 1983 za 99 kg letne porabe mesa in mesnih izdelkov za skoraj 45 kg ali 82% več. Leta 1988 pa je skoraj 102 kg letne porabe mesa, pa leta skoraj 43 kg
ali 72,5% več obrstnih živil kot povprečni Slovenec. Tudi poraba mleka in mlečnih izdelkov se je pri kmečkih in mešanih gospodinstvih gibala na slovenski povprečje. Najvišjo porabo mleka z izjemo leta 1983, ko so imeli najvišjo porabo člani mešanih gospodinstv, pa so imeli člani kmečkih gospodinstv. Medtem ko je bila poraba mesa, mleka in mlečnih izdelkov na člana gospodinstva pod povprečjem pri nekmečkih gospodinstvih. Podobno je bilo pri porabi jajc. Po podatkih petletnih anket so poleg mešanih gospodinstv vseh letih imela nadpovprečne, kar je največja poraba jajc z izjemo leta 1968 kmečka gospodinstva. Dnevni obroki hrane članov kmečkih in mešanih gospodinstv so bili po kalorični vrednosti, kot kažejo podatki o energijski vrednosti dnevnih obrokov hrane za leto 1973 in 1983 nad slovenskim povprečjem, ko smo že videli. Za kmečko gospodinstvo je bila značilna tudi velika poraba moke in pekovskih izdelkov, z izjemo leta 1988, ko je dosegla najnižjo porabo celo od člana kmečkega gospodinstva, za katere je veljalo, da so imeli vsem ukazovalno obdobju najnižjo porabo moke in živih izdelkov. Se je gibala pri članih kmečkih gospodinstv porabo tovrstnih izdelkov precej nad slovenskim povprečjem. Energijska vrednost dnevnih obrokov hrane na člana slovenskega gospodinstva je bila za 2789 kalorijami leta 1983 v primerjavi z desetletjem poprej za 5% nižja. Udeležba kalorij rastlinskega izvora znaša 67,4%, živalskega pa 30%. Ta razmerja govorijo posredno sicer o nižjem deležu ogljikovih hidratov kot leta 1973, a tudi o nižjem deležu beljakovin v prehrani. Velike težave pri vzdrževanju dosežene ravni v uporabi nekaterih prehranskih proizvodov so se začele kazati od konca 70-ih let. Zaradi nestabilne proizvodnje hrane ter plačilno-bilančnega položaja države, ki ovira nadomeščanje te nestabilnosti z uvozom, so težave ostale osrednja značilnost v 80-ih letih. Nižja stopnja kmetijske in proizvodnje ter stagnacija potrošnje sta se vidimo odrazili tudi v statističnih podatkih o energetski vrednosti dnevnih obrokov hrane, udeležbi kalorij, rastlinskega oziroma živalskega izvora in v anketah o neto porabi živil na člane gospodinstva. Ob porastu živih proizvodov in ne tako velikem upadu podelja, v katerem pa tako prevladujejo ogljikovih hidrati, je bila udeležba ogljikovih hidratov v biokemični strukturi hrane konec 80-ih let precejšnja, saj poraba tovrstnih proizvodov povprečju glede na leto 1978 v letu 1988 porasla v skoraj 45% v povprečju. Tudi za konec pa še pokaže, kakšne so bile fiziološke potrebe po energiji pri različnosti, se pravi, glede na spol in starost, za 63 kg težkega moškega in 50 kg težkega ženskega, se pravi, spolna povredina državno zdela se je pri moškem gibal 2700 kalorij do 4000 kilokalorij, pri ženski pa med 2000 in 3000 kalorijami. Tako da lahko malo vidimo, kje smo se gibali, se pravi, da ne glede na to, da se je hrana izboljševala, ne nekako na energetske potrebe preobilna v tem najboljšem obdobju, je presegla po nekem izračunu za leto 1980, naj bi gostovan prepotreboval v povprečju 2500 kalorij, oziroma tukaj je neka zmeda, ne bi šlo za kilokalorije, ker se tukaj ne zdaj ameriškega označevanja, ker so kalorije tako, da se ne